Ok, kaj je današnja tema? Današnja tema bo tema o materah, o mamah. Zakaj se mi zdi, oziroma jaz bom kar rekel, da zakaj vem, da je to najpomembnejša vloga, najpomembnejša funkcija, najpomembnejša pozicija v današnjem svetu, mama, biti mama. Zakaj? Prvo kot prvo, moram povedati, da jaz tega ne govorim, zato ker si mislim, da bi vsaka ženska mogla biti mama in da sem jaz nek konzervativist, ki spodbuja ženske, da morajo biti mame in samo če bojo mame, če bojo imele otroka, pomeni, da so vredne ali da so prave ženske, ne? Jaz sploh nočem tega izpostavljati, ker jaz mislim, da če ženska noče biti mama, ne rabi biti mama. Zakaj bi mogla biti mama? Drugo kot drugo, ni vsaka pripravljena, da bi bila mama, da bo mama. Jaz mislim, da vse boste videli naprej, kaj si mislim. V glavnem, hočem samo povedati, nobenega ne silim, nobene ženske ne silim, nobenega ne spodbujam in nočem ustvarjati neke ideje, da bi vsaka ženska mora biti mama. To ni namen tega sporočila danes. V glavnem, zakaj je vloga mame najpomembnejša vloga v današnjem svetu, ne? Če bi ljudem kapljno, oziroma najbrž je tisti eliti zjebani, ki vodi vse skupaj kapljno, da je mama najpomembnejša vloga. In ravno zaradi tega ženske niso zaščitene in je dovoljeno, da so stravmirane, ker se zavedajo pomena vloge matere. V glavnem, torej, cela naša svetovna družba je v disharmoniji, ne? Mi smo vsi v disharmoniji. Torej vsi smo odrezani od dela sebe, katerega smo nezavedni ali pa smo ga zavedni in se ga bojimo. In to, torej nezavednost, da ne živimo dela sebe, oziroma zavednost, ampak manjka poguma, da ne živimo dela sebe, torej da se upiramo delu sebe, da nismo pogumni, da bi videli in da bi bili pogumni se soočiti z vsemi deli sebe, torej ta upor ostalim delom nas predstavlja trpljenje v življenju. To je disharmonija, ne? Torej, če ste prvič tukaj, si pejte pogledati moje prejšnje videe. Jaz nisem tle nek profet, ali ne vem, kaj si ljudje mislijo, kaj ta fuknjeni zdaj tle neki razlaga. Jaz bi rad samo zaščitil ljudi. In ker ni nobenega sistema v naši družbi, ki bi zaščitil ljudi, sem pač jaz tle. Ker sistem itak ne poskrbi za ljudi, sistem namensko uničuje ljudi. Sistem namensko uničuje ljudi in ni nobenega, ki bi nas skušal zaščititi. Ni nikogar, ki bi bil integriteta in ni nikogar, ki bi bil tako visoko razvit, da bi videl, kaj se zares dogaja in na kaj je treba opozarjati. Zato sem jaz tle, jebika, tako je. V glavnem, pejte si pogledati. Prvi video resnica, jaz ne govorim neko svojo resnico ali ne vem kaj, ali vsak ima svojo resnico in ne vem. Jaz hočem izpostaviti, saj vem, vsak si misli, ja, jaz imam svojo resnico, ma kdo pa ti praviš, da imaš svojo resnico, kaj pa ti veš, Uroš, pizda, kaj glumiš tle neki, da si razvit. Pejte si pogledati prvi video, to je najpomembnejši video, ki ga boste videli v življenju, res vam govorim.
Obstaja hierarhija v evoluciji človeštva in jebi ga, tako je. Eni smo bolj naprej, drugi smo bolj nazaj v evoluciji. Pejte si pogledati prvi video, govori o resnici. Kaj hočem povedati, da s tem, da je resnica, da obstaja resnica? Da obstaja samo eno stanje človeštva in vse ostalo so iluzije. In kaj je to eno stanje? Je realnost. Da je sprejemanje, da edino možnost, ki imaš v življenju, je, da sprejemaš celostnost trenutka. Vse misli, vsa čustva, kakršnakoli stanja, v katerih si. In ker večinoma bežimo od neprijetnih stanj, v katerih smo, moramo začeti sprejemati. Torej, mi vsi bežimo od neprijetnih stanj samega sebe. Od tega bežimo. In to moramo začeti sprejemati. Moramo se začeti predajati življenju, trenutku, nehati živeti v iluzijah, da lahko izbiramo, kaj bo v življenju in neki bluziti o manifestiranju, ampak moramo začeti sprejemati celostnost vsakega trenutka, ki se nam predstavi v življenju. To je resnica, ampak če bi radi detajle in vse na fino razloženo, pejte si pogledati video, ful je pomemben. Druge video govori o harmoniji in disharmoniji. Itak se bom ponavljal do smrti, nimam nekaj kaj dostega za povedati, le bom izpostavljal neka višja mnenja, jebi ga, ker imam pač nek overview, nek pogled na situacijo, ki se dogaja v svetu in ponujam rešitve. Če misliš, da ponujam bučke, da prodajam bedarije, me ne samo kurcati v svoji glavi. Ponudi boljšo rešitev. Če misliš, da moja rešitev ni dobra, ponudi boljšo rešitev. Ne moreš mi samo metati polena pod noge in me v svoji glavi kurcati. Ponudi boljšo rešitev, kot jo ponujam jaz tukaj, če misliš, da imaš boljšo. Če samo kurcaš, nisi nič boljši kot vsi tisti ostali ljudje, ki samo drugemu delajo probleme in vzpostavljajo to stanje, ki je zdaj na svetu. Torej ljudje, ki si samo mečejo polena pod noge. Tako ne pridemo nikamor. Če misliš, da veš boljše kot jaz, mi predstavi boljšo rešitev in moreš jo živeti. Ne sme biti samo neka filozofija, samo neka teorija v glavi. Jaz to, kar govorim tukaj, jaz to živim. Jaz opisujem svoje stanje, jaz nisem nekdo, ki se sili biti v integriteti, zato ker je integriteta nekaj, kar bi moglo biti prav, tako kot to delajo drugi. Ljudje si mislijo, mi moramo biti v integriteti in kaj delajo potem? Se silijo delati stvari, ki jih govorijo. In mogoče delajo tudi neke stvari, ki so prej mislili par sekund prej, da bi jih mogli narediti in zdaj samo zato, ker se silijo biti v integriteti, jih bojo naredili, pa čeprav se mogoče ne čutijo, da jih je prav narediti. To je za moje stanje neopolnomočenosti, slabosti, šibkosti. Integriteta prihaja iz integracije. Integracija pomeni, da ti najprej živiš in potem opisuješ svoje življenje, ti opisuješ svoje stanje, ti opisuješ iz svojega novega spremenjenega stanja. Ne pravim, nisem razsvetljen. Jaz ne verjamem, da si lahko razsvetljen in imaš istočasno bolezen. Zato sem prišel tukaj na internet, če bi si pogledali prvi in drugi video, bi videli, kaj je cela štorija. Integracijo v energiji, torej spremembo v energiji, kot človek iz manj vrednosti v vrednost, oziroma iz delnost v polno vrednost človeka, lahko doživiš samo pred očmi ljudmi v nekem spontanem izražanju samega sebe. Drugače se ne more zgoditi. Ti ne moreš za 4 stenami pri terapevtu delati integracijo. Integracija se zgodi lahko samo v realnem življenju. Ti lahko spremembo svojega stanja dosežeš samo pred očmi drugih ljudi. Mi rabimo biti v communityju. To, da smo vsi ločeni, vsak pri sebi doma in se kurcamo iz svojih ekranov, to je čisto zlo. Mi moramo priti en drugemu pred faco in se pogledati v oči in si povedati resnico. Zato sem tukaj. Pejte si pogledati prvi, drugi video Resnica, harmonija. Tretji video je pa za ženske, ki bi se rade pogledale v ogledalo. Ki bi si rade natočile čistega vina, ne? Ampak jaz vina ne priporočam, alkohola ne priporočam. Pejte si pogledati vse ženske. Jaz tudi zmeraj, ko sem videl
video za ženske, da piše samo za ženske, jaz sem si ga tudi šel pogledat, ker me zanima, kakšna je perspektiva nasprotnega spola. Kako se bomo spoznali, če nimamo perspektive nasprotnega spola? Cel problem v današnjem svetu je to, da se ne poznamo. Mi, moški in ženske, se ne poznamo. In namesto, da bi stopili skupaj kot bratje in sestre, tako kot eni ljudje govorijo, ki se čujejo ful fino, namesto, da bi stopili skupaj kot familija, si nagajamo pizdarija, no? Daj pa vzamite si cajt, potrpljenje in spoznajte se. Sebe ali pa če ne soseda pizda, nekoga drugega. Vzamite si cajt, ali zase, ali za nekoga drugega. Vse nema veze. Ali se spoznaš sam, ali se spoznaš preko nekoga drugega, ampak rabiš potrpljenje in moraš sedeti v neprijetnostni resnici, ker resnica je zmeri neprijetna, dokler nisi očiščen, dokler si slep ali pa dokler te je strah. In ljudje, slepota obstaja. Slepota obstaja in pejte malo si pogledati socialna omrežja, kaj se dogaja v družbi in kakšne ljudi imamo. Brez veze kažemo na prste na politike, brez veze. Saj jaz vem, mi smo v suženstvu, ampak brez veze kažemo s prstom na politike, ker je isto sranje med nami, v vsakemu od nas. Pričakovati, da se bo nekje gor spremenilo nekaj, medtem ko smo mi isti, je slepota. Vse se bo začelo pri nas, ne bo se začelo pri vrhu. Spremembe se bo začele pri dnu, pri nas, pri navadnih ljudeh. V glavnem, cure, če se hočete spoznati, pejte pogledati un video, to je moj 3. video za vse ženske, ki bi se rade spoznale, in priporočam ogled tudi tipom. Poglejte si vse moje videe, vsi spoli, oziroma 2 spola, moški in ženska. To je to. V glavnem današnji video, da ne zalutamo, da ne bojo tako dolgi videi, ki najbrž jih noben ne gleda, ker so dosadni in dolgi. Mislim, ker so dolgi. V glavnem, zakaj je funkcija mame najpomembnejša funkcija? Stari moj, če nismo do zdaj poštekali, da je otrok prvih par let rabi stik z mamo, torej prvo kot prvo otrok živiš 9 mesecev v trebuhu svoje mame. Torej, hočeš ali nočeš, prvi stik ima z mamo. Hočeš ali nočeš, prvi stik ima z mamo. Vsak otrok, ki je na tem, torej vsak človek, ki je na tem svetu, je prvi stik, ki je imel v svojem življenju, je bil z mamo, je bil z žensko. Torej vsi mi, ki smo na tem svetu, smo prvi stik, ki smo ga imeli z drugim bitjem, je bila ženska. Vsi. Nema veze, kdo si. Ženska je bil prvi stik. In to ne na kratko. 9 mesecev. 9 mesecev si predstavljajte, da si z nekom 9 mesecev v odnosu. Ni tako kratko obdobje. To je že nekaj cajta, nekaj spoznaš v človeku. Sploh, če si vsak dan z njim. 24/7. Ne, tako kot si z mamo. Hočem povedati, torej, ti si 9 mesecev svojo mamo in pol še po rojstvu, kolikor pač si, leto, 2, 3, 4, 5, 6, mogoče je to edini človek, ki ga imaš, ne vem. Ampak to je prvi človek, s katerim smo v stiku, ženska, tvoja mama, in najdlje cajta smo z njo. In še to v tistem rosnem obdobju, ko naša mentaliteta sploh ni razvita, naš intelektualni svet, racionalni svet sploh ni razvit. Mi smo dobesedno takrat v stanju samo zaznavanja prisotnosti, energije. Si ne razlagamo sveta, samo živimo ga. V glavnem, če si toliko časa z nekom, kaj to pomeni? Da vse, kar se njemu dogaja, torej vse, kar se tvoji mami dogaja, se dogaja tudi tebi. Vse, čemur je mama izpostavljena, se dogaja tudi tebi. Torej ves strah, ves stres, vso trpljenje in bolečino, ki jo tvoja mama čuti, jo čutiš tudi ti. In to se vse prenaša na te, tako ti spoznaš svet, torej skozi svojo mamo ti spoznaš svet. To so tvoji prvi vtisi o temu, kakšen je ta svet, kakšen je ta planet. In torej,
če si ti v svoji mami, v njenem trebuhu, in je to prvi vtis, ki ga dobiš, ko priješ na ta planet, skozi svojo mamo in kaj se njej dogaja in kakšna je realnost. Realnost je, da so vse naše mame, vse ženske na tem svetu, kaj, v disharmoniji. Vse so v disharmoniji, vse so obremenjene. In če imaš obremenjeno mamo, boš ti, kot otrok, že iz vagine, ti se boš rodil obremenjen. Jaz verjamem, če pogledaš čisto celo zgodbo, vse, kar govorim, in se malo zamisliš in pedi sam v glavi čez zgodbo, mi vzpostavimo mehanizem represije že v trebuhu. Ti nisi straumiran, enkrat, ko prideš ven iz vagine in imaš par let in živiš in te nekdo udaril ali prefukal ali zanemaril tvoj del. In takrat šele vzpostaviš mehanizem represije samega sebe. Mi vzpostavljamo mehanizem represije, sem siguren, da že v trebuhu. Zakaj? Ti si človek že v trebuhu. Ti nisi človek šele, ko prideš ven iz trebuha. Ti si že vsaj par dni, ko si v trebuhu, ti si že človek. Vsaka mama ve, da otrok in mama komunicirajo. Ko je otrok v trebuhu, mama z otrokom že komunicira. Lahko zdaj filozofiramo, kdaj se to začne, pri katerem mesecu, ne vem, Koran pravi, da v 4. mesecu se duh naseli v telo, lahko to verjameš ali ne, ne vemo, to je zgodbica, jaz tega ne vem. Lahko vzamemo za res, lahko za ne, ampak v vsakem primeru, tik preden se otrok rodi, mesec, dva prej, ti si že človek v trebuhu. Ti že zaznavaš, kaj se dogaja. Ti že odreagiraš na stres in na strahove svoje mame. In v glavnem, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da mehanizem represije življenja se že razvije, torej mehanizem zavračanja samega sebe se že razvije v trebuhu. Ti že povzameš mehanizem represije svoje mame. Mogoče ne v celoti, mogoče samo delno, ampak ga, ti si že influenciran. Ti si že influenciran, da se na tem svetu treba prilagajati. In če se to ni zgodilo v trebuhu, kar sem siguren, da se je, se 1000% zgodi potem, ko prideš ven iz trebuha. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker eni ljudje govorijo, takšen sem se rodil. Jaz verjamem, da si se res takšen rodil, kakršen si. Jaz verjamem, da je to možno. Ampak treba je vzeti v zakup, da se mehanizem represije samega sebe, življenja, dela sebe, zato da bi preživel, da bi odigral življenje po pričakovanjih, da bi ti bilo lažje, da bi preživel, da bi bil sprejet in nekaznovan, se zgodil že v trebuhu. Ker ti že v trebuhu zaznavaš svet okoli sebe. V trebuhu ali 2 dni potem iz trebuha ti si isti človek in isto zaznavaš svet. Tako da vsi tisti, ki mislite, da se poznate, zato ker ste se takšni rodili, naprimer, eni si mislijo, jaz sem od zmeraj homoseksualen, naprimer, ali pa takšen in drugačen. In si mislijo, jaz sem zmeraj bil tak. Prvo kot prvo, ti se itak ne spomniš unih prvih rosnih let in mesecev, ko si bil dojenček, se sploh ne spomniš in ne veš, če si bil res tako od zmeraj. In tudi če bi se spomnil, ti se obdobje iz trebuha sigurno ne spomniš in ti si v trebuhu že bil človek in že si bil influenciran s strahom svoje mame, ki ga je doživljala, zato ker je ona sama mogla preživeti. V glavnem, zdaj ko sem dokazal, zdaj pa pejte vi v glavi, ne, to je dokaz. Jaz sem dokazal tukaj z zgodbo, sem dokazal, da ti imaš mehanizem represije že podedovan v trebuhu. Sploh ne rabimo filozofirati, ali je to prišlo iz preteklih življenj, ali ne vem kaj, ali je to nek celični spomin, ali kaj, bla, 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 sploh nema veze. Realnost je, da ti si že par dni, preden prideš na svet, si že v trebuhu živo bitje in ti si že takrat influenciran z strahom svoje mame in ljudi iz okolice. Ti že takrat vzpostavljaš mehanizem represije samega sebe. Konec.
Dokažite, da ni tako, dokažite, da temu ni tako, da to ne bi mogla biti ena od močnih možnosti. Dokažite, da to ne more biti ena od močnih možnosti. To je zelo močna verjetnost, da je tako. V glavnem, hočem povedati, da vsi tisti, ki mislite, da veste, kdo ste, da se poznate v celoti, sem vam samo hotel povedati, da preden zaključite, kdo ste in ali ste res avtentični in pristni in se poznate in živite cel spektr samega sebe, bi samo rekel, bodite previdni in si dajte možnost, da res preverite sami zase, ker imate svojo inteligenco in imate življenjsko izkušnjo. Ful bi bilo glupo in neinteligentno, da bi verjeli nekim knjigam ali preteklim tradicijam, kdo ste. Imate svojo inteligenco, sposobnost originalnih misli in imate svojo življenjsko izkušnjo, da to preverite. Torej, če ste res Božji otrok, tako jaz pravim, da sem in itak smo vsi, imaš ta dar svojih misli, svojega razmišljanja, pravega, opolnomočenega razmišljanja, uporabe svoje inteligence in to življenjsko izkušnjo, da lahko preveriš to. Torej, ne rabiš nobene knjige, jaz ne berem nobenih knjig. Ne rabiš nobenih knjig in ne rabiš nobenih preteklih civilizacij in tradicij in kultur, da ti punijo glavo o tem, kdo si in kakšen si in kako funkcionira življenje. Torej, in kako to narediš? To narediš tako, da si ta trenutek in vsak trenutek, ker življenje je narejeno iz trenutkov, torej ta trenutek in potem vsak trenutek svojega življenja do smrti sprejemaš celostnost tvoje individualne izkušnje. Kaj to pomeni? Da sprejemaš vse misli, sprejemaš vse fantazije, sprejemaš vse občutke, vsa čustva, vsa stanja, v katerih si, v katerih se počutiš, da si in ne bežiš od njih. To je edino realno stanje, zato jaz temu rečem resnica. Če pogledaš besedo islam, kaj pomeni beseda islam? Ne? Islam je torej muslimanska vera. Islam. Poglejte to skrivnost, poglejte to zakodiranost besed. Islam, prevedena dobesedno, pomeni predaja. Islam torej je arabska beseda in prevedena pomeni predaja. To pomeni, v samemu imenu vere je bila skrita resnica. A ni zanimivo? V samemu imenu arabske besede islam, ki je ime muslimanske vere, je skrita resnica. Torej, islam, pejte si ga prevesti sami, pa boste videli, da pride ven predaja. To pomeni, da se predaš trenutku in da ga sprejemaš v celoti. To je vse, kar lahko v življenju narediš. Ti se ne moreš odločiti, da enega dela tebe ne bo. Tu bo, ti ga samo ignoriraš. In če se ne bo manifestiral, če ne bo živel zavedno skozi tebe, bo nezavedno. In kadar nezavedno živi skozi nas, ker ti ne moreš reči, da tega ne bo, lahko samo ignoriraš del svoje izkušnje, bo na neki točki ratalo nezavedno, bo šlo za tvoje učke, ne boš več videl in bo delovalo skozi tebe nezavedno, avtomatsko in te bo kontroliralo v življenju, povzročalo ti bo trpljenje, dokler se ne boš soočil z resnico, ko si probal vse tehnike in vse terapije in vso duhovnost, ki premore ta svet in vse kulture in ne vem kaj, vse pizdarije, ki si izmislil človek, dokler ne boš prišel do tega, da boš uporabil svojo inteligenco in boš dojel fuck. Ti itak nimaš druge. Resnica je edino realno stanje. Torej, ti ne moreš reči, da nečesa v tvojem življenju ne bo. Ti nimaš božje moči, ti si božji otrok, ti nisi bog. Oni, ki rečejo, da so bog, so out. Ti nisi bog, ti si božji otrok, ti ne moreš reči, kaj bo in kaj ne bo. Ti lahko samo si v distrakciji od enega dela, ki je tukaj, in se delaš, da ga ni. S tem, da si ustvarjaš distrakcijo, da preusmerjaš fokus v nekaj močnejšega.
Bom dal primer. En tak ful tipičen primer. Naprimer, te ljudje, naprimer tipi in ženske, ki hodijo, zdaj ne več sam tipi, ne, tudi ženske, ki hodijo v fitness, naprimer, in ful buildajo mišice. In jim je cela fora, da morajo izgledati hudi in nabildani. Če pogledaš, če greš pogledat, naprimer, sam pedi si pogledat neke intervjuje teh ljudi, še sami bojo povedali, nezavedni so, kaj govorijo, v bistvu je to ful pristno od njih in nedolžno, da v bistvu sploh ne vidijo, da opisujejo svoj mehanizem distrakcije, kompenziranja. Sami bojo povedali, pejte na YouTube in si pogledajte, kaj govorijo ljudje, zakaj delajo to, kar delajo. Torej, oni imajo stresen, anksiozen ful anksiozen imajo, zato ker so energetsko v disharmoniji, torej oni samega sebe, del sebe zavračajo in zavračanje samega sebe, dela sebe, zavračanje prostega toka življenjske sile, ki je prost in ga diktira Bog, življenje samo, torej zavračanje tega, torej nekih čustev in neprijetnih stanj samega sebe, nekih izrazov sebe, katerim so jim neprijetni, torej, če to tlačiš, se bo to zrcalilo na umu, zato ker to energetsko zavračanje, torej, kaj to pomeni strah? Zavračanje neprijetnosti samega sebe, svojih čustev, občutkov in nekih stanj in izrazov sebe, zavračanje tega in zatiranje povzroča na umu, torej, da je v stresu. Je v stresu. Kako je lahko pomirjen? Ne more. Je samo zrcalo. Je samo zrcalo in nekako istočasno deluje tudi kot distrakcija. Torej, nisem sposoben te neprijetnosti v svojem telesu, teh občutkov in čustev in potem, ker nisem tega sposoben, nekako ti je glava distrakcija od tega. Torej, konstanten konstanten monolog v glavi in premišljevanje enih in istih stvari 1000krat na dan, torej to ti je nekako distrakcija od občutku v telesu, od čustev, ker čustva in počutja to so izrazi telesa, ne uma, čustva so izrazi telesa, so jezik telesa in torej, ko ti bežiš od teh neprijetnih čustev, zavedno ali nezavedno, ti je prva distrakcija. In na umu se bo zrcalilo stanje tvojega upiranja življenjski sili, samemu sebi. Tu se bo zrcalilo in istočasno je distrakcija. In od tu imamo potem to anksioznost, stres in depresijo in vse žive potem izmišljena imena za vsa neravnovesja v glavi. Potem prvi kaj narediš? Prva pomoč pri tem je, torej imaš adikcije, zato da lajšaš to, imaš adikcije, naprimer droge, pretirana hrana, vse žive distrakcije, torej substance, ki bi ti pomagale razbremeniti lahko je pornič, si ga moraš vsak dan fukniti zvečer, preden greš spat, samo zato, ker če fukneš spermo ven, izliv svoj nektar, svojo energijo. Če vržeš svojo energijo ven, čim prej, ko pogledaš pornič, delaš to samo zaradi tega, da se razbremeniš. Ker ko vržeš ti ven energijo iz svojega telesa, ti več ne čutiš toliko svojega telesa, rataš nem, zgubiš energijo. Ampak to zgleda na površini kot sprostitev, v resnici si pa ti ratal nem in manj, zaznavaš svoj in si misliš, sprostitev, kao. In če enkrat ne deluje, mogoče tudi 2krat, 3krat, 4krat, 5krat, 6krat, 7krat, tako kot sem jaz delal. Ne, to je realnost. V glavnem imaš te adikcije in pač to itak ne deluje, ne, tega se to delaš, nič od tega itak ne deluje, to je samo neka kompenzacija, zmeraj rabiš več, potem se ustvari tako anksiozen da imamo že polune neke depresivna stanja, panične napade, ADD, ADHD, OCD in podobne mentalne pizdarije in
ko še to ignoriraš cel cajt, ker se da to ignorirati, biti v disociaciji od svojega uma, se da biti, ker je itak nekaj abstraktnega in je z lahkoto ignorirati svoj potem pa se ustvarijo še fizične bolezni, to je pa tako evo, Bog ti je zdaj dal življenje, ti je pa zdaj dalo še fizično bolezen, zdaj pa da vidimo, če boš to zignoriral. Kaj je hujšega bolečina kot to? Torej, vse to ignoriraš, pol pa ti prije, naprimer, rak, naprimer, ali pa neka avtoimunska bolezen. Pa da vidimo, če boš to sposoben zignorirati. Tako ti življenje skuša skozi trpljenje pokazati, da si v disharmoniji, da si v disociaciji od dela sebe. Ne od mentalnega dela sebe, ne od telesnega dela sebe. To je samo odraz tvojega energetskega dela tebe. In ko rečem energetski, nočem biti nek vuvu, spiritual tip, kar hočem povedati je, da pač preprosto imaš energetsko stanje, torej koliko sprejemaš in koliko se upiraš izrazu samega sebe, torej neprijetnim delom sebe, ker samo od neprijetnih bežimo, ne? Od prijetnih ne bežimo, samo od neprijetnih, od neugodnih bežimo. V glavnem, zdaj sem se zgubil, ne? Če hočete detajle, pogledajte si prvi in drugi video, ki sem ga objavil. Resnica in harmonija in bo vse kristalno jasno. V glavnem, mi smo Božji otroci, mi imamo samo, da sprejemamo celostnost trenutka, ker itak druge opcije nimamo. Vse ostalo so iluzije, zato se pa reče iluzija. Zato, ker v resnici nimaš odločitve. Ti samo ignoriraš, ti se delaš, da nečesa ni. In že to, da ignoriraš, je dokaz, da si zadevo videl in se umaknil od nje. Ampak mi se ne moremo umakniti, ker nismo bogovi, lahko se samo delamo. Zato je iluzija. Torej, kaj jaz skušam povedati? Mi rabimo, v tem svetu se proizvajajo samo neke terapije, triki, metode za regulacijo stresa. Noben ne kaže, ne prodaja, noben ne prodaja holistične duhovnosti. Mi rabimo holistično duhovnost, mi rabimo duhovnost, ki deluje. Mi rabimo duhovnost, ki res zajema jedro, zlato resnico, torej zlato sredino, zato da mi živimo lahko v harmoniji. In ti lahko v harmonijo prideš samo, če sprejmeš realnost takšna, kakršna je, ne moreš drugače priti v realnost. Ne moreš s trikimi, naprimer, zdaj, če boš gledal na internetu, če boš zdaj gledal na internetu o duhovnosti, torej trenutna duhovnost je produkt preteklosti, vseh teh civilizacij in kultur, ki so obstajale pred nami, tradicij. In če boš pogledal, kaj se prodajajo samo pol resnice, same laži, same terapije, triki, samo stvari za regulacijo stresa. Sama regulacija stresa, meditacije so regulacija stresa. Dihalne vaje so regulacija stresa, ledene kopeli so regulacija stresa, psihadeliki so regulacija stresa. Zakaj? To so vse samo distrakcije, vse te metode so distrakcije. Dihalne vaje, ledene kopeli, meditacije, psihadeliki, droge, to je vse stremenje k miru, zato ker mira nimaš. Torej, če mira nimaš, pomeni, da ne poznaš resnice, da nisi v harmoniji. Ker samo z resnico lahko priješ v harmonijo. Torej, če ti nisi v harmoniji, potem moraš cel cajt regulirati svoje stanje z nekimi metodami, ker si v disharmoniji. In torej skušaš regulirati konstantno stres z nekimi metodami in to boš delal do smrti. To ni opolnomočeno stanje, to ni resnično stanje, to je še zmeraj dokazuje, da si v stanju ega, v stanju iluzij, v stanju strahu, da imaš še zmeraj upor pred življenjem. Ampak danes vsi že uporabljajo iste besede, kot jih jaz uporabljam, pizdarija, vsi uporabljajo besede resnice, vsi bojo rekli avtentičnost, vsi bojo govorili o pusti, da življenju steče skozi tebe, vsi že uporabljajo iste stavke in iste besede in bo prišel čas v prihodnosti nedolgo, nedaleč od tle,
čez par let bo prišel čas, ko bomo mogli res prepoznati, kdo ve, kaj govori. Kdo ve, kaj govori, kdo res živi to, kar govori in kdo samo prodaja besede, ki jih sploh ne razume in vzame samo stvari, ki mu pridejo prav. In ostalo itak ne vidi, ker je slep. Ljudje, zavedajte se, da žuta minuta bo prišel bo čez par let, mislim, da zelo hitro, bo prišel tak kaos na svetu, ker je poplava informacije, vsi vidimo, da sistem ne deluje, ki je bil postavljen, oziroma da deluje za čisto zlo in da stroka sploh ne obstaja, realno mi nimamo nobene stroke, mi nimamo ničesar, nobenega v tej družbi, ki bi vedel, kaj se dogaja. In prišla bo žuta minuta, ko bomo mogli začeti na novo, ker bo prišlo do pizdarije, šlo bo vse v kurac in bomo mogli začeti na novo in zdaj bomo iskali, na koga se lahko zanesemo. Kdo res ve, kaj govori in kako to prepoznati. Ker danes vsi uporabljajo besedo, meni intuicija pravi tako. Veš, koliko ljudi se je že zafukalo, ko govori tako, in ženske in moški, moja intuicija mi reče, da je to res, smo kurac. Če bi ti res živel po svoji intuiciji, potem bi te pripeljala do tega, kar jaz zdaj tukaj govorim. Poglej sam, če sem jaz nor, ali je res to edino stanje, v katerem opisujem. Jaz sem probal te metode. Jaz sem si vzel cajt v lifeu, ki si ga vi ne vzamete ponovadi. Jaz sem si res vzel cajt v lifeu, zato da sem te stvari preštudiral, da sem jih pregledal, da sem pregledal ljudi, ki so vodilni avtoriteta v teh tradicijah, v teh kulturah, v teh znanostih in so v iluziji, izgubljeni so. Ne vidijo svoje slepote, sploh niso utelešeni ljudje, sploh niso v integraciji. Vsi tej guruji in vsi naši voditelji, to je vse out. V glavnem, gremo na mamo. Danes je mama v igri. Jaz hočem povedati, torej predem bomo šel naprej govoriti o mamah, bi najprej rad izpostavil, da jaz imam tudi mamo in jaz vem, da moja mama bi dala življenje zame in jaz bi dal življenje za njo. In treba se zavedati, da vsak človek, tako kot jaz in tako kot moja mama in tako kot vse mame na tem svetu, so naredile, kar so zmogle, tako da nikogar ni zakriviti. Itak niso bile zaščitene in bile so škodovane. Kako bi pa lahko dale, če so samo to dobile? Torej, če bi si pogledali prejšnje videe, ne bom šel v celo štorijo, ker že bluzim preveč, že 40 minut, pa nisem niti o mamah začel govoriti. Pejte si pogledati prejšnje videe, zato da boste razumeli, kaj je problem. Problem je torej, da je moški kot zaščitnik ljudi, kot zaščitnik tega sveta, bil straumiran, bil zmanipuliran, izkoriščen in so ga ranili, torej te zli, elitni ljudje, ki slavijo satana. In ko je moški ranjen, ko je šibek, se bo skušal dokazovati, da ni šibek. In to delaš tako, da zlorabljaš. Torej, jaz sem šibek, naprimer, sem delen, sem manj vreden, imam ogromno represije samega sebe in potem cel cajt, vsaka stvar v življenju mi je dokazovanje, da nisem to in skušaš ljudi dajati pod sabo. Tekmuješ z ljudmi in jih skušaš tlačiti pod sabo, zato ker si tako šibek. Zato ker nekdo, ki je močen, lahko ljudi nosi tako na svojih rokah. Nekdo, ki je močen, bo dvignil ostale gor. Samo nekdo, ki je šibek, bo tlačil druge ljudi. Zato, ker bo skušal dokazovati svojo vrednost, zato, ker je v resnici nevreden. In v glavnem enkrat, ko moškega zjebeš, ko ga narediš šibkega in ni sposoben neke agresije in zaščiti človeštva, ali pa premore samo še agresijo, ker ničesar drugega ne more, ker ne premore, ker je tako v disociaciji od vse svoje nežnosti in vseh svojih ostalih izrazov samega sebe. Torej imaš dva ekstrema, imaš unga, ki je hladen ko led in premore samo agresijo in je odrezan od vsega ostalega v sebi, imaš pa unega, ki ima vse, razen agresije nima.
In kaj si naredil s tem? Eden je totalno nevaren, drugi je pa nevaren, ker ne zmore zaščititi. In torej ni zaščitnika na tem planetu in kaj? Na koncu so ženske same, moški jih dominirajo, oni, ki so weak, oni, ki so šibki, ki nimajo agresije, itak niso uporabni. Oni, ki imajo pa samo agresijo, oni pa dominirajo ženske. In kaj se je pol zgodilo? Ženske torej niso bile zaščitene, namesto da jim moški poskrbe za njih, niso bile zaščitene. In ko ženska ni zaščitena, kaj? Se more, končno ime kapljalo in so se same zaščitile. Feminizem. Hvala Bogu, da je špricnil ven feminizem, pizda. Hvala Bogu, da je špricnil feminizem ven. Pustimo to, da se je izjalovil, da je šlo vse v kurac s tem feminizmom. Ampak, če feminizma ne bi bilo, bi ženskam bilo še zmeri slabo na tem planetu. Vsaj boljše jim je, če ne drugega. Jaz mislim, da bi se marsikera ženska strinjala, da prva ideja feminizma je bilo opolnomočenje žensk, ampak pol so to zmeraj kot zmeraj neinteligentni, šibki ljudje uporabijo vsako stvar za zmanipuliranje ostalih. V glavnem, moški ni bil sposoben zaščititi žensk, ker so ga ranili, odtujili od samega sebe in potem ženska se je mogla sama zaščititi. In ženska, če se more sama zaščititi, more biti v moški energiji, more biti v moški postavi. In ženska v moški postavi, ženska v moški energiji je ful obremenjena. To je ful obremenjujoče za njo. Take ženske se tako hitro postarajo in so zmozgane in skurjene in neprivlačne in nimajo več energije za življenje. Ne vidijo več nič, ne vidijo več nobene svetle točke na koncu. Samo depresija še. To se zgodi, če odvzameš zaščitnika življenja in se potem more sama ženska zaščititi. Torej, more furati svoje preživetje, ki ga je prej in bi ga mogel zagotoviti moški, more furati preživetje v moškem svetu, kar je ful naporno. To je prvo. In potem mora še otroka prinesti na svet, če hoče. In mora furati dve funkcije, mora furati mamo in očeta. In zdaj ljudje si mislijo, ja pa saj niso vse ženske same, pa saj nema veze. Saj če pogledaš naše fotre in naše detke, še par generacij nazaj, pa če vprašaš mene ogromno generacij nazaj, saj moški niso več moški, saj že dolgo niso bili. Danes imamo poženščene moške, že par generacij, že naši detki in pradetki so bili realno do neke mere poženščeni. Če gremo pa pol še nazaj generacije, so bili pa oni bruti od moških, ki so bili odrezani od vsega ostalega v sebi. Saj nismo imeli še celostnega človeka, zmeraj v ekstrem. Čisto včasih so bili oni hladni moški, ki so odrezani od celega sebe in premorejo samo agresijo. Kdo hoče biti takim? Ja, Bože. In danes kaj? Imaš pa onga, ki je sposoben vse razen agresije in moškosti. Kdo hoče biti takim, pizde, ne me jebati. Torej, hočem povedati, ali si v odnosu kot ženska, ali si sam kot ženska, torej, ali imaš moža, ali imaš tipa, ali si poročena, ali imaš zaščitnika, ali nimaš. Mi zaščitnika v polnem pomenu besede nimamo. Ženske ga nimajo. Torej, ženska danes ali ima moškega, ali nima moškega, je v moški energiji. Zato, ker moški niso v celoti v moški energiji. Samo moški, ki je v harmoniji, ki je polnovreden spektr samega sebe, ki premore cel spektr sebe, ki je v ravnovesju, torej, ki premore vso svojo nežnost in mehkost in vsa čustva in premore tudi agresijo in brutalnost, samo tak moški je v harmoniji. To je opolnomočen moški in samo tak moški lahko nudi zaščito ženski. In samo tak moški lahko nudi prostor ženski, kjer ženska lahko stoji in deluje v svoji mehkosti, v svoji ženstvenosti. Samo tak moški lahko zagotovi to ženski. In mi takih moški nijemo. Nismo jih imeli ne v preteklosti, ne zdaj jih nijemo. In iz tega razloga, ker moški ne stoji v svoji moškosti, ne v svoji samoagresiji, ampak v svoji polnosti kot moški,
ni sposoben ženski omogočiti tega prostora, da bi torej on omogočil varnost, da bi se ona lahko sprostila v svojo mehkost in stopila samo iz te moške energije še v svojo žensko energijo. Torej, imaš partnerja ali nimaš, nema veze. Ženske ste vse v moški energiji. In ženska v moški energiji je obremenjena in bolj kot je to pretirano, večja kot je ta stopnja depolariziranosti, to pomeni, da človek ni v svojem naravnem polu, ženska v ženskosti in moški v moškosti. Itak imamo moški v sebi moškega in ženske imajo moškega in žensko v sebi. Ampak moški v harmoniji je bolj moški, sprejema tudi ženstvenost v sebi, in ženska je bolj v ženskosti in sprejema tudi moškost v sebi. To so harmonični ljudje. Torej, če ti nisi v svojem naravnem polu, če si depolariziran, da si v nasprotnem polu, te to obremenjuje, dela te šibkega, povzroča stres in zato, ker kaj se dogaja? Ti se upiraš, naprimer ti kot ženska, vsaka ženska, ki zdaj posluša, to je v moški energiji. Vsaka ženska danes je v moški energiji. Zato, ker ste bile prisiljene, to ni obsojanje. Jaz ne obsojam nikogar. Jaz nočem tle govoriti, da kako ste vse ženske krive in ne vem kaj. Cel moj namen tega je, da bi izpostavil vzrok in rešitev za to. Kar obstaja, ampak noben jo ne ponuja. Noben ne vidi cele slike, oziroma redko kdo. Torej, ženske stojite v moški energiji, zato ker nimate zaščitnika in tudi če je tam, ni delujoč zaščitnik. Torej, zaradi tega stojite v moški energiji, zmer je spekter, ne? Ene bolj, ene manj. In v glavnem, kaj se dogaja? Torej, ženska, ki stoji v moški energiji, zavrača žensko energijo. To je to. Torej, če si ti v moški energiji, to pomeni, da imaš konstantno vzpostavljeno distrakcijo od ženske energije v sebi kot ženska. Torej, konstantno upiranje izrazu svoje ženskosti, zato ker je svet nevaren in ni nikakršnega zaščitnika, to konstantno upiranje povzroča stres, povzroča trpljenje. Ker bolečina ne povzroča trpljenja, ampak konstantno vzdrževanje bolečine povzroča trpljenje. Torej, in to, da ti ne moreš izraziti samega sebe kot človek, ker življenjska sila, kaj ljudje zmeri rečejo, življenje je konstantna sprememba. To pomeni, da je konstanten tok, ne more se ustaviti, če ustavi, umreš. Življenje je konstanten tok spreminjajočih izrazov samega sebe. Če se konstanten tok spreminjajočih konstantnih izrazov samega sebe zadržuje, zato porabljaš ogromno energije, zavedno ali nezavedno. In to povzroča trpljenje, zavračanje samega sebe. In to delamo vsi, to delamo zavedno ali nezavedno. V glavnem, če imaš tako žensko, kar smo danes itak vsi taki, zdaj mi ti povej, kako lahko taka ženska nudi varnost oziroma najboljše pogoje za rast otroka. Po kateri logiki? Po kateri logiki lahko ženska, ki je v takem stanju, ki je torej v disharmoniji, ki ima vzpostavljen mehanizem represije življenja, kako lahko taka ženska omogoči, da bi se njen otrok razvil v harmoničnega človeka? Ni mogoče, ni teorije, niti enega pogoja ni. Ženska bo dala to, kar ima. To je to. Ti lahko daš samo to, kar imaš. Če imaš ti pol vrča, lahko daš samo pol vrča vode. Če imaš 3/4 vrča, lahko daš samo 3/4 vrča vode. Ne moreš dati več. To, kar imaš, to lahko daš. Tako kot se poznaš, toliko kot se zavedaš, toliko kot si se sprejel, tako kot živiš, to boš dal. Drugega ne moreš. To je to. Zdaj vi meni povejte, kako lahko ženska, ki je v takem stanju živi, torej v disharmoniji, kako lahko takšna ženska
ponudi kaj svojemu otroku, da bi bil celosten. Ja, ponudila mu bo preživetje, to, kar ima, v delih, sprejela ga bo v delih, kjer sebe sprejema, kjer se pozna, in samo toliko ga bo spoznala, kakor sebe spozna, več ga itak ne more. Ker tiste dele, ki v sebi zavrača, bo zavračala tudi v njemu. To delamo vsi. Temu se reče zrcaljenje, projeciranje, to delamo vsi. Samo kdor je očiščen, lahko zrcali čisto sliko in ne projecira ničesar. Njegova sodba ne prihaja iz projeciranja, iz strahu. Jaz ne delam tega, da ne obsojam ljudi, zato ker si mislim, da to ni prav. Jaz res nimam razloga za obsojanje ljudi. Jaz sem sebe pogledal, verjamete ali ne. Jaz nimam strahu, ko vidim drugega človeka. V meni ne vzbudi neprijetnih občutkov, če vidim človeka v nekem neprijetnem, jeznem ali žalostnem stanju. Kakršnem koli stanju je. Zato, ker si dovolim izraz za sebe. Vseh. Bo življenje pokazalo s testi, z situacijami, ki mi jih bo predstavilo, pa se bo videlo, če spontano lahko živim cel spekter sebe. Življenje je test. Torej, samo če ti lahko, ko ti življenje predstavi situacije, samo če ti lahko v različnih situacijah, ki ti življenje postavi, spontano izražaš polnovreden spekter človeka, si ti v integraciji, v harmoniji. Torej, si ti v integraciji, živiš resnico, si predan življenju in si s tem v harmoniji. Če ne razumete česar, čeprav se ponavljam konstantno, si pejte pogledati ostale videe, ker boste imeli zmeraj bolj čisto sliko, kaj govorim. V glavnem upam, da ste zdaj dojeli, zakaj je biti mama najpomembnejši poklic, najpomembnejša vloga, najpomembnejša služba, ki jo ne plača nihče. Zakaj je to najpomembnejša stvar v naši družbi, na katero se moramo fokusirati kot ljudje. To ni edina, ampak je ena najpomembnejših stvari. Ena najpomembnejših stvari, če hočemo imeti. Naprimer, ljudje govorijo non-stop, da prihodnost stoji na mladih, ne? Ni res, pizda, prihodnost stoji na starših. Prihodnost stoji na starejših ljudeh, ne na mladih. Mladi niso problem. To je kot da bi rekel, da je pes problem. Pes ni problem, njegov lastnik je problem. Pes ni nikoli kriv, pes je odraz njegovega lastnika, otrok je odraz njegovega starša. To, kar si gledal celo življenje kot otrok, to boš. Saj ne more biti drugače, če to je edino, kar poznaš. Takšen kot je starš, takšen bo otrok. Isto je pri živalih, pizde. Če je takšen kot je pes, takšen je lastnik. Oziroma takšen, kakšen je lastnik, takšen je pes. Dokler ne bojo ženske v harmoniji, torej živele v celem spektru same sebe, dokler ne bojo sposobne spontano izražati cel spektr same sebe, kar pomeni njihovo moško stran in njihovo žensko stran, ampak v večini živele v ženskosti, ker so pač ženske. Dokler ne bo prišlo do tega, da bojo v harmoniji, ne bomo imeli novih generacij ljudi, ki bojo v harmoniji. Ni možno, ni teorije. Torej, to je eden od glavnih problemov, na katere se moramo fokusirati kot človeštvo, če hočemo kam priti, da se ženskam ponudi varnost, zaščita, preživetje, da so preskrbljene in da jim je nudeno zdravje oziroma zdravljenje, zato da pridejo v harmonijo, torej da jim je nudena resnica, s katero pridejo v harmonijo, da se očistijo mehanizma represije.
Ne tako, ko govorijo te terapeuti in psihologi, da imamo mi ljudje neki 1000 programov, nešteto programov v možganih in da to treba pucati do smrti. To je bedarija. Treba je samo vsakič, ko se mehanizem represije vzpostavi, ko se pokaže, ko se zapreš v življenju, se je treba odpreti. Vsakič, ko se ti predstavi neprijetnost samega sebe, si jo moraš dovoliti. Samemu sebi se moraš dovoliti. In niti ni, da se dovoliš, ker ti nisi Bog, vse sem že rekel. Samo nehaj bežati od tega dela sebe. Nehaj uporabljati distrakcije od celostnosti trenutka. Nehaj uporabljati distrakcije od neprijetnosti izrazov samega sebe, vseh počutij, stanj, misli, čustev. Nehaj bežati od neprijetnosti samega sebe. To je to. Reči, omogoči življenju, da teče svojo pot in sprejmi se v celoti, sploh ni pravi izraz. Pravi izraz je samo nehaj bežati, ker cel izraz tebe je že tu. Če ga sprejemaš, se manifestira zavedno, če pa bežiš od njega, se bo tisti del, od katerega bežiš, od katerega ustvarjaš distrakcijo, se bo vseeno manifestiral, tukaj bo, samo bo nezavedno živel skozi tebe. To so vse naše bolezni, vse naše trpljenja, vse naše adikcije, vse, kar delamo slabega, je pokazatelj, da bežimo. Zato pa delamo to. Hočem povedati, da naša podzavest, naše torej zavedno ali nezavedno preusmerjanje pozornosti od neprijetnosti v sebi, živi skozi nas. Ne moremo pozabiti na preteklost, ne moremo si reči, da enega dela nas ne bo. To je nemožno, to je iluzija. Zato pa uporabljam konstantno besedo resnica, samo eno stanje je. Ker danes boš šel na internet in boš slišal, vsak govori že resnice, vsak že govori o resnici, kot da je 10.000 resnic. Samo ena resnica je. In ta je resnica. Preveri sam, če sem jaz fuknjen, ali je to res edina resnica. Preveri sam, ne rabiš mi verjeti. Preveri sam v svoji izkušnji, če je to, kar govorim, edina resnica ali ne. Ne rabiš uporabljati nobene intuicije in ne vem kaj. Preveri sam, če je res ali ne. A res lahko v življenju odločiš, da nečesa ne bo v tem trenutku? A lahko res odločiš, da česa ne bo v tem trenutku? Ta trenutek je že tukaj. Ta trenutek je že tukaj. Cel trenutek je že tukaj. Vse naše misli, vse naše fantazije in vse naše občutki so že tu. Tu so že, konec je. Torej, če se pojavi kakšen v naslednjem trenutku, ki je neprijeten, kaj mi naredimo? Ustvarimo distrakcijo, zato ker se nočemo soočiti z njim. Neko čustvo, nek občutek, neko stanje neprijetnosti v nas, ki je, si ustvarimo distrakcijo, naprimer gremo v glavo in premišljujemo 1001 stvar, samo da ne bi čutili, ali pa polo vse ostale stvari, adikcije, kot sem povedal, porniči, seks, droge, hrana, vse živo, odnosi, terapije, duhovnost, filozofije, šole in ne vem kaj vse. To so vse distrakcije. A ne vidite, da ne sproduciramo več nič novega, nič pomenljivega ne sproduciramo v družbi. Vse, kar se producira, se samo nekaj meša, neka topla voda. Mi ne rabimo več nobenega novega znanja. Vse je že tu. Preveri sam. Preveri sam v svoji izkušnji. Božji otrok si in dana ti je bila inteligenca. In ti ne rabiš biti doktor, zato da to preveriš. Ne rabiš biti školovan človek. To je že v tebi. Tudi če si misliš, da si glup, to je že v tebi. Vsak premore to inteligenco. Da pogleda v svoji izkušnji. A lahko zavrnem kakšen del sebe? Ne moreš, tu je. Lahko samo nisi zaveden, torej ne vidiš, ali pa nisi dovolj močen, da bi se soočil z njim in imaš torej, ustvariš zaveden beg stran, ali pa je to že prihaja iz otroštva in si to toliko časa ponavljal, da je ratal nezavedni mehanizem tebe. To je to. Bom dal primer. Torej, naprimer, jaz, ko sem bil otrok, pač vsakič, ko sem izrazil jezo, je bila pizdarija, sem bil prefukan, kot pes. Sem bil prefukan, skontroliran. Vsakič, ko sem jezo izrazil, sem bil prefukan, skontroliran, mama mi je kuhalnico zlomila na hrbtu, glavo mi je prefukala, tako da se mi je pri 16 še lobanja pizda pokala, ko sem glavo obračal.
Zato, ker ni jeze mogla v sebe sprejeti, ker je ona bila skontrolirana, ko je bila mala, je to prenesla name, ker je bila nezavedna. In tako sem bil celo življenje. Jaz celo življenje, odkar sem na tem planetu, zato ker je bila moja mama taka, jaz sploh še nisem imel kot otrok zdravega odnosa z jezo. In pač prvi stik, ki je bil moj z jezo, je bil, da jeza je nekaj, če bom izrazil, bom nafukal. Ker vsakič, ko sem jezo izrazil, torej zmeraj sem mogel biti v skontroliranem stanju, tako da sem deloval po njenih pričakovanjih. In ker se je pač jeza nabirala, na neki točki butalno ven in takrat sem bil prefukan. Torej v vsakodnevnih izrazih sem mogel biti poslušljiv in popolnoma podrejen, če ne je bila pizdarija in na neki točki butalno in takrat me je prefukala. In v glavnem celo življenje od prvi stik moj z jezo je bil, da ne da sem si mislil, da je jeza nekaj slabega, preprosto bal sem se posledic, če bom izrazil jezo in se je ustvaril mehanizem, torej jaz nisem o tem razmišljal, ampak tako se je dogajalo, če bi razmišljal, ker sem bil itak otrok. Torej, jeza je prišla in sem bil tako, sem se ustrašil, ne jeze, posledic jeze. Kaj se bo zgodilo, če jaz jezo izrazim? Torej, čustva sploh niso problem. Sploh niso problem čustva. Problem je ta mehanizem represije, torej strah je problem. Tebe je strah, kaj se bo zgodilo, če jezo izraziš. Če jezo živiš, bom nafukal, bom zignoriran, bom pretepen, me bojo zavrnili, ne bom preživel. Ker ti kot otrok rabiš starše, da preživiš. Torej, jeza je prišla in jaz sem bil tako v sebi. Nisem si nič mislil, ali ne vem kaj. Ampak pač preprosto prišlo je in pač preprosto na neki točki sem sam pač je nisem več izrazil. In najprej sem bil zaveden tega, ker sem videl tudi, kakšno pizdarijo sem naredil, ko je to bruhalno ven. In sem res videl, ker sem zmeri pol svojo sestro prefukal. Ona me je itak še drkala dodatno v glavo, ampak pol sem jo jaz prefukal. In v glavnem, cel stik z jezo, ki je bil varianta, jeza je res nekaj destruktivnega. Kaj, če jaz tega ne bi? Kaj, če jaz tega več ne bi izražal? Kaj, če dam jaz to stran in tega več ne izražam? Tako se je zgodilo. Malo sem si tudi mislil tako, ker sem videl slabost jeze, ampak še pred tem vem pa, da se je samo od sebe začelo, da pač preprosto tega nisem več izražal. In v glavnem, kaj hočem s tem povedati? Da jeza je zmeraj bila tukaj, ampak ti to zavedno zavračaš, na neki točki pa rata to nezavedno. Rata nezavedni mehanizem represije, ki ga ne vidiš več. Tu je, ne vidiš ga. Tako kot rečem v vsakem videu, tako kot naš nos. Dokler te ne opomnem, da je v tvoji sliki nos, kamorkoli pogledaš, je v tvoji sliki nos. Ampak dokler te nisem opomnil, ga nisi videl. Pa je tu cel cajt. To ti hočem povedati. To pomeni slepota. To pomeni biti nezaveden. Torej, jeza je tle cel cajt in ti je sploh ne vidiš. Torej, ti mogoče dve opcije imaš, kako sem jaz prepoznaval to svojo izkušnjo, represijo jeze. Ena opcija je, da se jeza v situacijah, ko bi se mogla vzbuditi, se sploh ne vzbudi, ker je tako globoko potlačena, da se sploh ne vzbudi in je tako hitra sprememba, da namesto, da bi se jeza izrazila, se naprimer izrazi neko drugo čustvo, naprimer neko sočustvovanje, nekaj, kar premoreš, ker je tako globoko potlačena, ali pa se je tako dogajalo, da sem videl, da je tu, v meni, ampak sem vseeno rekel, nisem jezen. Ma ne zato, ker bi glumil in hotel izpasti miren ali vem kaj. Preprosto to je bil tudi eden od mehanizmov delovanja mene. Torej, jeza je bila tle, sem jo videl, da je tle, ampak ker sem celo življenje delal to, da sem jo samo videl in nisem živel, mi je to bil nek naraven, nezavedni mehanizem delovanja. Torej, ta del sebe nisem izražal
tle je bil celo življenje. In zavračanje tega dela izražanja sebe mi je prineslo 3 avtoimunske, 3 resne pizdarije, avtoimunske bolezni, take grde, boleče. In šele, ko sem se s tem začel soočati, se je moje avtoimunsko stanje začelo izboljševati. Zato vam pravim, jaz nisem še na koncu poti, jaz nisem razsvetljen, ampak sem poštekal čisto vse, kar je treba za poštekati. In zdaj moram to živeti. Šele, ko bom to živel, spontano v življenju, lahko rečem, da sem razsvetljen. Tako da jaz se ne delam, da sem na koncu, jaz vem, da nisem na koncu svoje poti. Ampak sigurno ni pa tako, kot govorijo, da to traja več življenj ali pa do smrti. V glavnem, slepota obstaja, disharmonija obstaja, zavračanje sebe obstaja, ali si tega zaveden ali ne, nema veze, preteklosti ne moremo izbrisati. Vse, od česar bežimo, je tu, tudi če si ti pozabil na to, je tu in živi skozi tebe, samo si tega nezaveden, lahko slutiš celo življenje in na neki točki prepoznaš ta svoj beg in nehaš bežati. Torej, hočem samo povedati, da mi ne moremo pozabiti na preteklost. Vse, kar ni bilo v preteklosti živeto skozi nas, je ostalo tu in je živelo podzavestno skozi nas, torej nezavedno skozi nas. Torej, če prepoznaš, da človek deluje tako, kar to je dokaz, da človek deluje tako, tako vsi delujemo. Vsak, ki v življenju doživlja evolucijo in na neki točki prepoznal, da tako deluje. In če prepoznaš, da tako deluješ, da je to je v bistvu edini način delovanja realnosti, prideš do resnice. In enkrat, ko prideš do resnice, do resničnega stanja, da nehaš bežati od realnosti trenutka in sprejemaš vse, kar pride skozi tebe in ne da samo opazuješ, ampak to živiš, torej si prepoznal, da obstaja resnica, torej samo eno resnično stanje, in veš, da pot v harmonijo, torej beg od tega ti je prenesel disharmonijo, si delen, manj vreden. Če hočeš biti pa vreden in celosten in prijeti v harmonijo, moraš pa zdaj živeti to svojo resnico. Torej moraš nehati bežati, ignorirati od dela sebe. Moraš narediti obratni vrstni red, moraš začeti sprejemati vse dele sebe, jih živeti, ne samo opazovati. Ker to je spodbujanje disociacije. Opazovanje sebe je disociacija. Ti moraš živeti in izraziti sebe in ne za 4 stenami. Pred očmi drugih, kot jaz zdaj to delam tu, zato sem pa prišel na YouTube. To je en od glavnih razlogov, ker sem dojel, da razsvetljenje se lahko zgodi samo pred očmi ljudmi. Zdaj bom s to temo končal, ker sem hotel na jezo in agresijo narediti lasten video in ga bo jeza dobila, ker si ga zasluži. Svoj lasten video. Hotel sem samo dokazati, da naša preteklost, naša distrakcija, vse od česar bežimo, vse, kar ni izraženo, živi skozi nas, hočeš ali nočeš, ti na tem nimaš nadzora, ti si samo Božji otrok, ti nisi Bog. Vsi oni, ki ste iluziji, ki mislite, da ste bogovi. In v glavnem, ženska, ki je v disharmoniji, lahko preda naprej samo disharmonijo. In zdaj, ko si dojel, da je ženska v disharmoniji, torej otrok disharmonijo sprejema in je influenciran s to disharmonijo, že ko je v trebuhu, torej ti že prideš ven na planet z stanjem disharmonije. In tudi, če nisi že takrat prišel, kar sem 100% da se to že zgodi v trebuhu, se bo pa zgodila enkrat, ko si zunaj, tako da tu ni sploh debate. Jaz sam hočem povedati, da jaz sem prepričan, da je to že v trebuhu. Ker vprašajte bilo kjero nosečnico, vprašajte, bo rekla, da otrok je bitje že v trebuhu.
konec. Ti si že sprejel mehanizem represije, ti si že v disharmoniji rojen. Pač hotel sem povedati, da se ne rabimo iti v nekih zgodbic, ali zdaj obstajajo pretekla življenja, si ti to podedoval, ker moraš razrešiti iz preteklega življenja, ali ne vem kaj. Ker ljudje ne verjamejo v te stvari. Lej, saj ne vemo, ampak realnost je, da ti si že, jaz kar dokazujem, jaz se nočem sklicevati na neka stanja, o katerih vsi ne vemo. Eni ljudje imajo pogled, eni mislijo, da imajo v celoti pogled, pa vem, da vidijo samodelno, ne. Marsikdo pa nima nekih upogledov in hoče sam povedati, da jih ne rabimo. Da je dovolj to življenje, ki je tukaj, da vidimo, kaj se zares dogaja. To je namen tega kanala. Zato, da lahko končno pridemo skupaj materialisti, ateisti in duhovni in spiritualni in filozofski ljudje. Vsi, cel spektr ljudi. Ravno zaradi tega ne dajem nobenih referenc na preteklost in ne delujem skozi nobeno filozofijo in religijo, jaz lahko knjig ne berem. Jaz samo uporabljam svojo pamet, izpostavljam se informacijam sveta skozi ljudi, ki živijo kao in so avtoriteta teh tradicij, teh informacij in filozofij in samo preverjam, ali je človek v integraciji. In ljudje niso v integraciji. Ljudje niso v integraciji, ne. Poglejte si sami. Kakršnokoli knjigo Guruja odpreš, bereš pol resnice, bereš laži. Filozofov, psihologov, isti kurac je vse. In od vseh teh nekih naših energetskih terapevtov in ne vem, kaj vse živo si bodo še izmislili. Torej, ženska, ki ne sprejema sebe, ne bo sprejemala niti svojega otroka. Torej, ženska, ki sebe ne ljubi brezpogojno, ker samo to pomeni se ljubiti, ne more ljubiti otroka brezpogojno. Torej, otrok, ki ne prejme brezpogojne ljubezni, ki ni bil s tem, torej sprejet v celostnem svojem izrazu sebe, bo delen. Če si delen, torej nisi celosten in če si celosten, si vreden in če si delen, pomeni, da si manj vreden. In zdaj, ker si manj vreden v življenju, ker ti je bila manj vrednost dana in vse, kar si poznal, je bila manj vrednost, ker so bili takšni ljudje okoli tebe, boš celo življenje, kaj smo prišli na začetek, se rabu dokazovati, tekmovati, se primerjati z ljudmi in dokazovati svojo vrednost. In pri tem še teptal ljudi. A ne vidite, da je to začaran krog? Torej, zdravje žensk, ki bojo postale mame, je na prvem mestu, če hočemo, da so nove generacije ljudi v harmoniji, da so močni ljudje, ki živijo v stiku z naravo, z Bogom. Z življenjem. Zame je Bog življenje. Zame je Bog življenje in polnovreden spektr človeka. To je zame Bog. Jaz Boga ne poznam nikakor drugače. Jaz si ne namišljam, da je Bog nek tip na stolčku gor, ki meče strele. Ali pa da je to neka inteligenca in multidimenzionalnih svetov. Jaz nimam tega vpogleda. Zame je Bog življenje. Zame je Bog življenjska sila. Zame je Bog ta trenutek. Zame je Bog individualna izkušnja človeka. In vse, kar je v njej. In to je polnovredni spektr človeškega izražanja. Torej, sprejemanje trenutka v celoti. Ne distrakcija od dela, ki je neprijeten. To je najbolj jasni pointer, ki ga delam. Torej, ne distrakcija, ne bežanje od neprijetnosti v tvoji individualni izkušnji.
od nekega tvojega neprijetnega izraza tebe. Nebežanje od tega je zame Bog. Torej, da ti sprejemaš cel izraz sebe in da si to sposoben spontano živeti pred očmi javnosti. To je to. Dokler mame ne bojo v stanju harmonije živele resnice, bile opolnomočene ženske s tem, mi novih generacij ljudi ne bomo imeli, zmeri bomo popravljali potem napake, zmeri bomo šli znova, namesto da bi naslednja generacija začela s čistim štartom, zato rabimo čiste mame, dokler nimamo čistih mam, ne bo čistega štarta, bomo cel cajt popravljali pizdarije za nazaj. To je zelo počasen razvoj, to je zelo tak zamuden, neinteligenten razvoj, ful neučinkovit in ogromno energije mečemo stran. Ki bi ga lahko, in ta energija in ta inteligenca, to zavedanje je že tu, zdaj ga predajam in marsikdo se tega zaveda. In namesto, da bi fokus usmerili v te stvari, v prepoznavanje o tem, kar govorim, da se delijo taki videi, da jih začnete živeti, da se začnete med sabo, ko greste na kavice, pogovarjati o takšnih stvareh, namesto da bi to delali, se ukvarjamo z vsemi ostalimi pizdarijami. Še zmeraj se ukvarjamo z nekim egoizmom, z nekim individualizmom, z neko sebičnostjo. Namesto da bi prepoznali, mi lahko cvetimo, mi lahko preživimo samo, če gremo skupaj, samo, če delujemo kot skupnost. Ne moremo drugače. In če moški ni poskrbel za žensko, pol mora sistem poskrbeti za žensko. Ostali ljudje, sistem, država. In tega to se ne dogaja. Torej, če hočemo, da so ženske v harmoniji, jim mora biti omogočeno preživetje in resnica, zato da lahko pridejo v harmonijo. Torej, morajo biti preskrbljene in mora jim biti prostor omogočen, kjer lahko pridejo v harmonijo, zato da lahko začnemo delati zdrave otroke. Torej, morajo biti moški v harmoniji, in če bomo imeli moške v harmoniji, potem je vse pošlihtano, pol je sistem v harmoniji. Sej, kako pa lahko sistem drugače nudi harmonijo, če sam ni v harmoniji? Sistem lahko nudi harmonijo samo tako, da je to sistem, ki je podrejen harmoniji. Samo sistem, ki je podrejen harmoniji, tudi če ga vsi ljudje, ki so v tem sistemu, ne živijo, ni pomembno. Pomembno je, da se harmonijo spodbuja. Pomembno je, da se resnico spodbuja, zato da jo ljudje poznajo, da jo lahko živijo in da se ne povzroča dodatne represije življenja. Že to je dovolj. Mi ne rabimo, da se vsi neki razsvetlimo in ne vem kaj. To se itak pitaj Boga, če se bo kdaj zgodilo, sigurno ne v našem življenju. Torej, mi ne rabimo nekega celočloveškega razsvetljenja. Mi rabimo moške in ženske v harmoničnem, razsvetljenem stanju ali pa vsaj ženske in sistem ljudi, ki so podrejeni, da delujejo samo zato, da bi bil čim prej vzpostavljen sistem harmonije. Torej, ljudi, ki delajo za harmonijo. Kot naprimer zdaj jaz tukaj. Jaz mogoče še nisem čisto v harmoniji, ampak delam samo še za harmonijo. Že sem delno v harmoniji, že sem zelo blizu te harmonije in delam samo še za to. Torej, pri meni vsakeč, ko se pokaže, kadar se pokaže, ne pokaže se več dostikrat, ampak kadar se pokaže pri meni
neko opotekanje, nek hesitation, torej, da ne takoj spontano izrazim sebe, kadar se to pokaže, če se pokaže, vidim in si dovolim. Ni še čisto spontano, kdaj je, kdaj ni, in takrat, kadar ni, vidim to, prepoznam in si dovolim, se spodbudim. To hočem povedati. Ne rabimo razsvetljene civilizacije. Če hočemo, da je ženska, če hočemo, da so naši otroci razsvetljeni, naravni, opolnomočeni, harmonični ljudje, torej, če hočemo rešiti problem na svetu, če hočemo imeti take otroke, mora biti taka mama sigurno. Zdaj, najjače bi bilo, da bi bili tudi moški taki, zato da ženska ima pogoje sploh, da pride do razsvetljenja. Če moški ne bojo taki, ni problem, tudi če so blizu, je cool. Pomembno je, da živimo v sistemu, kjer ljudje stremijo k temu. Zato da ima ta ženska spodbudo od ljudi k harmoničnem stanju. To je vse, kar rabimo. In zato rabimo v družbi, da se govori o holistični duhovnosti. To je edina duhovnost, ki obstaja, ne ta, ki se promovira na internetu, kjer se delajo z nekimi peruti, da so šamani in 5000 tehnik, nekih rejkih pizderi in kundalini activationov in takih pizderi. Jaz sem probal te zadeve, to je vse skupaj larifari. Mi rabimo resnico, holistično duhovnost, ljudi, ki živijo v integraciji, v harmoniji in zakonu, torej zakon, ki je podrejen temu. Torej politično-zakonski sistem, ki je podrejen holistični enostni duhovnosti. Torej duhovnost, pod katero se vsi prepoznamo. Da je res da je naše resnično stanje nekaj, kar nas vse povezuje. In če ti je mar, zato kar sem povedal v tem videu, ker bom počasi končal, če ne boš zaspal, če ti je mar, ne rabiš nobene knjige odpirati. Poglej, kako preprosto je življenje. Življenje je zelo preprosto, ne rabiš brati novih knjig. Jaz ne berem nobene knjige, jaz nisem v life knjige prebral. V šoli sem se silil, v osnovni šoli sem se silil, zato ker sem mogel izpit narediti in pol nisem nikoli več bral knjige. Same bedarije not. Poglej se svojo kmečko pametjo, ki ti je bila dana, če je to, kar govorim, resnica, ali so bedarije, če obstaja kaj drugega kot to. In če ti ni jasno, ne bom naprej razlagal enih istih stvari, poglej si prvi, drugi, tretji video in še tega, pejdi še enkrat čez. In če nisi razumel, poglej si 2-krat video. Jaz, če kdaj kakšne podcaste nisem razumel, ali pa so mi bili zanimivi, sem si 3-krat, 4-krat, 5-krat pogledal. Vsakič slišiš nekaj novega, ker je itak full informacij, ampak na neki točki boš videl, da se ponavljam cel cajt govorim eno isto stvar. In to bom govoril do smrti. Pravni dosadan tip bom. Kar itak drugega ni. Dokler ne bomo dali glave skupaj, dokler se ne bomo povezali kot community, ne v nek hippie community, nekih ljudi, ki se bi non-stop nekaj povezovali in ljubčkali, neka mehkoba. Mi rabimo opolnomočene ljudi, ki so sposobni stati kot individualni, avtonomni ljudje, ki bojo postavili neko strukturo, kjer se poskrbi za ljudi, in zato rabimo cel spektr človeka. Rabimo tudi agresijo, jezo, zato da lahko izpeljemo te stvari. Mi moramo postaviti novo strukturo, lahko jo postavimo samo, če jo že ljudje začnejo živeti, in torej en mali del ljudi jo more živeti, en mali del ljudi mora začeti živeti harmonijo, oziroma biti vsaj zelo blizu nje, tako kot sem jaz. Vsaj zelo blizu harmonije, in več ljudi, ko je bližje harmonije, več ljudi bo prepoznalo, da to, kar govorim, je resnica, ker boste sami v svoji izkušnji prepoznali, da je to resnica. In več ljudi, ko bo bližje harmonije, več bo moči, prej bomo lahko to ustvarili. A ne vidite, da je svet v kurcu? In vse, kar se dogaja v tujini, je čez par let pri nas. In zdaj, ko imamo internet, je še hitreje, ker še prej vidimo ideje iz tujine.
Tako da ti si mogoče zdaj misliš, to ni pri nas, ali pa kao, to ni moj problem, ker imaš korist od trenutnega stanja. Ker si zorganiziral preživetje in imaš svoj comfort zone, kjer se tvoji triggeri ne kažejo, kjer se tvoje neprijetnosti ne kažejo. Si misliš, boli me kurac. Ampak če ti je mar, če bi radi investiral svoje življenje v nekaj, kar bo spremenilo svet, potem je to to. Če ti je blizu, kaj govorim, če ti je mar, subscribaj ta video oziroma moj kanal. Ne rabim nobenih lajkov in takih pizderi. Lahko napišeš koment, ga bom vesel. Ali je kul, ali ni kul, nema veze. Ampak če subscribaš, s tem podpreš ta message, ker več kot je subscribov, večji je doseg. See ya.